Tako da pričnemo. Danes se bomo, kot rečeno, pogovarjali o boju proti revščini. Z nami pa je evropski poslanec dr. Milan Brglez. Dr. Brglez, dobrodošli. Najlepša hvala za sodelovanje. Zelo veseli smo, da ste se nam pridružili danes in da boste pokomentirali predloge dijakov na to zmeraj pomembno, zmeraj aktualno tematiko. Tako da hvala lepa. Najlepša hvala za povabilo. Hvala. Razpravo pričenjamo z uvodnim moderiranim pogovorom, v katerem bova midva naredila en krajši uvod v temo, nato pa gremo na osrednji del, na predloge, ki so jih poslali dijaki. Tako da, če ste za, midva kar štartava. Evropa je sicer najbogatejša celina na svetu, a vendar sta tudi tukaj revščina in socialna izključenost zelo razširjeni. O tem priča že podatek, da je v Evropski uniji kar 80 milijonov ljudi, ki živijo pod pragom tveganja revščine, kar predstavlja kar 17% populacije. Kaj preprečuje izkoreninjenje revščine in socialne izključenosti v Evropi? Ja, hvala za vprašanje, hvala za povabilo. Mislim, da v osnovi gre za vprašanje politične volje, ne. Namreč v Dublini zadosti problematična je njihova razporeditev. In dejansko tle neke povsem enotnosti ni. Sociala je recimo v pristojnosti nacionalnih držav, še zlasti, kvečjemu je možno neke koordinativne ukrepe na tem področju delati, ne pa pravzaprav karkoli več, pa tudi sam zgodovinski razvoj skupnega trga je poudarek pravzaprav sicer je poudarek na svoboščinah, ampak na svoboščinah trga. In se v bistvu z revščino ukvarjamo bolj kot z nekim tržno pomanjkljivostjo, ki jo je treba na takšen ali drugačen način odpraviti. Vsekakor pa, če bi hoteli revščino odpravljati, bi bilo potrebno zagotoviti poštene delovne pogoje in seveda pravično plačilo, ki bi omogočalo vsaj normalno preživetje in neko človekovo dostojanstvo, tudi pokojnine bi morale biti v bistvu precej višje. Je pa v bistvu revščina tudi posledica drugih neenakosti, eno takih bom omenil, v bistvu neenakost med spoloma. Ženske so še vedno plačane manj, raje se delodajalci izognejo zaposliti mlajših žensk zaradi tega, ker bi se lahko bile zaradi porodniških dalj časa odsotne z dela. Potem zaradi tradicionalnega pogleda na oskrbo starejših, otrok, invalidov, največ tega dela v družbi pade na žensko in običajno tudi plačano ni. Tudi zaradi tega hitreje zapustijo trg dela in zaradi tega potem vse to pa privede do tega, da potem na koncu skrbijo za starejše ženske, torej tudi dalj časa živijo in preprosto zadeve se samo kopičijo. In kot sem rekel, ni prave politične volje, trg lahko dobro deluje, ampak zato, da deluje dobro, ga je treba regulirati v ustrezno smer in te regulacije ne uspemo so zakonodajalci sprejeti, torej parlament na eni strani in države članice skozi svet na drugi strani. Najlepša hvala. Kar nekaj primerov neenakosti in tudi ukrepov za odpravljanje revščine so obravnavali tudi dijaki v svojih predlogih, tako da jih poslušamo kasneje. Midva pa se seveda ne moreva izogniti dogajanju v zadnjih 2 letih, ko je na naše življenje vplivala v veliki meri tudi pandemija covida-19 in ta je vrzel med bogatimi in revnimi še poglobila. Kaj to pomeni za stabilnost in razvoj družbe in kako zdaj ustaviti oziroma obrniti ta trend in zagotoviti ob tem tudi tistim na spodnjem robu družbe dostojno preživetje? Ja, mislim, najprej pandemija je zgolj razgalila stvari, ki so že prej obstajale, pa jih nismo pravzaprav videli. Recimo vso to situacijo neustrezno z dolgotrajno oskrbo ali pa skrbstvom nasploh. Razkrila je tudi že prej prisotno revščino, ki je zdaj z zapiranjem družbe samo še kopičila, ali pa zapiranje šol je pokazalo pravzaprav, kako pomemben je prostor šolski za doseganje nekih enakih možnosti.
Vsekakor mislim, da revščina negativno vpliva na stabilnost družb, recimo porast nasilja v družini je en tak klasičen primer, potem kar naprej potem vpliva tudi na v bistvu potencialni razvoj. Energetska revščina se je povečala, ampak v bistvu temu, kar ste vprašali, je treba dodati še vojno v Ukrajini, ne, in ko dodaš to dvoje skupaj, prideš do dvojnih negativnih dejavnikov, ki pravzaprav vsi privedejo do tega, da v bistvu se revščina v družbi še bolj jasno pravzaprav kaže zaradi tega, ker pač rastejo cene tudi zaradi vpliva sankcij nazaj na tiste, ki sankcionira, torej na samo Evropsko unijo. Zraven pa imamo še vsaj dva prehoda, ki bi morali jih izvajati v tem času, to je zeleni prehod in digitalni prehod, in v bistvu tudi tukaj se v bistvu ta revščina prav razgalja, in vključevanje najrevnejših in odpravljanje revščine mislim, da je ena ključnih zadev za to, da bi lahko bila družba bolj povezana. Najlepša hvala. In še zadnje vprašanje, bi bila lahko ena izmed rešitev v boju proti revščini uvedba univerzalnega temeljnega dohodka? Univerzalni temeljni dohodek bi lahko bil eden od možnosti, vendar bi ta moral zagotoviti posamezniku socialno in ekonomsko varnost. V nobenem drugem primeru to ni. Ker običajno se v razpravi reče, ok, bomo socialne prispevke oziroma bomo te socialne transferje odpravili in bomo uvedli temeljni dohodek. Če ta ne zadošča za to, da imaš neko socialno in ekonomsko varnost, potem je to neustrezno, kvečjemu bi v tem primeru neenakost bila še večja. Najlepša hvala. Midva sva, mislim, da naredila nek vsebinski oris in uvod v predloge dijakov, ker so le-ti v svojih prispevkih obravnavali kar nekaj komponent, ki sva jih omenila, tako da gremo kar k predstavitvam. Dijaki, zdaj boste na vrsti vi. Za današnjo razpravo smo prejeli predloge dijakov iz več kot 22 različnih šol, bo pa jih predstavilo 9 šol danes, glede na časovni okvir, ki ga imamo na voljo. Trenutno je z nami kar 62 udeležencev, tako da to pomeni, da so z nami tudi dijaki tistih šol, ki ne predstavljajo, so samo prišli poslušati debato. Tako da hvala vsem res, ki ste se udeležili in pokazali, da je to pomembna tema in da vas zanima, kako zmanjšati to razliko med bogatimi in revnimi, to vrzel. Zdaj, poslali ste zelo raznolike predloge, dijaki. Obravnavali ste ukrepe za zmanjšanje vrzeli med bogatimi in revnimi in plačne vrzeli, spremembe sistema socialnih pomoči, humanitarne pomoči, stanovanjsko politiko, zaposlovanje, izobraževanje, tudi opolnomočenje manj razvitih regij, tako da so predlogi res raznoliki in se veselim, da jih slišimo. Jaz sem vas razdelila v 3 skupine, v vsaki skupini ste 3 šole, tako da jaz vas pokličem k besedi, si priklopite mikrofon, si priklopite kamero, predstavite vaš predlog in si potem seveda mikrofon izklopite. Ko obravnavamo 3 predloge šol, damo besedo evropskemu poslancu, približno 5 minut boste imeli dr. Brglez na voljo za komentar predlogov, potem pa gremo na drugi sklop, spet 5-minutni komentar in tretji sklop 5-minutni komentar. Dijaki, če imate vmes, in učitelji, ki ste z nami, če imate vmes kakšno repliko, dajte jo napisati v chat in jo poskušamo vključiti notri. Za približno 1 repliko na šolo ali pa na skupino imamo čas, vse ostalo poskušamo potem, če nam na koncu ostane čas, obravnavati, sicer pa potem preko mailov in preko drugih kanalov komunikacije. Tako da brez odlašanja gremo na delo. V današnji oder bodo otvorili dijaki oziroma dijakinje Gimnazije Nova Gorica, tako da lepo vabljeni, da predstavite vaše predloge v boju proti revščini. Hvala za priložnost, da predstavimo 3 naše predloge, kako bi ta pereč problem rešili. Zdi se nam, da lahko na področju še mnogo naredimo znotraj Evropske unije, zdi se nam, da je nekaj načinov,
kako se lahko s tem soočimo. Mi vam bomo predstavili zgolj le 3 načine, na katere smo mi pomislili. Mi bi v vseh državah članicah uvedli nižje davke na minimalne plače. S tem bi povečali mesečni dohodek tistih z minimalno plačo in tudi zmanjšali število prebivalcev v Evropski uniji, ki živijo pod pragom tveganja revščine. Ker menimo, da je delež revščine med prebivalci tudi posledica nepreudarnega ravnanja z denarjem, bi uvedli subvencionirane tečaje za finančno kompetenco, tako bi izobrazili ljudi, kako naj smotrno ravnajo z denarjem in zmanjšali nepotrebne odhodke. Nazadnji predlog se dotika problema visokih cen bivalnih prostorov v številnih mestih EU. Radi bi spodbudili intenzivnejšo gradnjo socialnih stanovanj, ki bi mnogim bistveno olajšala življenjski standard. Najlepša hvala, Ema in Lan, za vaše predloge, se pravi nižji davki za minimalne plače, povečevanje finančne pismenosti in pa več socialnih stanovanj. Hvala lepa. Drugo k besedi vabim Gimnazijo Ormož, predstavljala pa bo dijakinja Saša. Izvoli. Zdravo, sem Saša in predstavila bom predloge Gimnazije Ormož. Naši predlogi so, da bi dvignili minimalne plače za višji odstotek, kot je inflacija. Če bi plače dvignili sorazmerno z inflacijo, bo stanje enako, kot je bilo prej, torej bo veliko ljudi še vedno živelo v revščini. Dvig minimalne pokojnine, ker so te tako majhne, da si ljudje po plačanih položnicah ne morejo privoščiti več kot skoraj nič. Prav tako bi reformirali sistem socialne pomoči. To prejemajo tudi ljudje, ki ne želijo delati, prejemati pa bi jo morali tisti, ki ne morejo delati. Za tiste, ki bi morali delati, pa moramo zagotoviti delovna mesta. Sistem humanitarne pomoči je v naši okolici dobro razvit, je pa še vedno prostor za izboljšave. Tukaj moramo predvsem spodbuditi ljudi, da namenijo več dobrin v dobrodelne namene. Zdaj je to še toliko bolj pomembno, saj bo potrebna tudi pomoč migrantom iz Ukrajine. Potekale bi zbiralne akcije, kot so stari papir, staro železo, zamaške in plastenke, od katerih zbrani denar bi namenili za potrebščine revnih, kot so na primer hrana, higienski pripomočki, odeje, šolske potrebščine. Prav tako bi spodbudili ljudi, da prostovoljno pomagajo urediti dom na boljše. Del procenta davkov bi namenili za revnejše, obdavčili bi bogatejši sloj na njihov luksuz, kot so jahte, vikendi. Prav tako pa bi delež državnega proračuna namenili za prenovitev razpadajočih in zapuščenih stanovanjskih objektov. Te bi spremenili v domove za brezdomce, kjer bi jim ponudili hrano, ki bi jo morali pripraviti sami. Pomagali bi jim pri iskanju službe ter v smeri pridobitve delovnih navad in pri ravnanju z denarjem. Najlepša hvala, Saša. Torej, predlogi dviga minimalne plače, dviga minimalne pokojnine, reforma sistema socialne pomoči, izboljšanje humanitarne pomoči, obdavčitev luksuza in pa ureditev domov in programov za brezdomce. Najlepša hvala tebi in ostalim, ki ste pripravljali te predloge. In še zadnja v prvi skupini oziroma zadnji bo predstavil predloge Biotehniški center Naklo. Izvolite. Dober dan, tlele smo z Biotehničnega centra Naklo. Mi se strinjamo z vsemi temi predlogi, ker so zvišanje minimalne plače, pa da so vse plače vezane na inflacijo, vključno s pokojninami. Tudi se strinjamo s tem, da je treba državna gradnja cenovno dostopnih stanovanj. Želimo pa več denarja za socialne ustanove, še posebej take, ki pomagajo iskati ljudem zaposlitev. Pomembna pa se nam tudi zdi destigmatizacija. Če si reven, ni nujno, da je tvoja krivda, lahko se zgodi pač nesreče, pa v glavnem treba je to destigmatizirati. Smo pa tudi za višje davke na bogatejše, na višji sloj. Hvala, Nejc, tudi za vaše predloge in podporo preteklim. Tako da prvi krog predstavitev je za nami, sedaj pa k komentarju vabim vas, evropski poslanec, gospod Brglez. Približno 5 minut imava na voljo.
Ja, najlepša hvala. Zdaj, tle bi izpostavil eno stvar, ki je znotraj Evropske unije le važno vedeti, ne. Večina tega, kar je bilo sporočeno ali pa kar je predlagano, je pravzaprav v pristojnosti nacionalnih držav. Evropa lahko kvečjemu koordinira. Kaj jaz vem, zdajle se pogovarjamo znotraj Evropske unije o najustreznejših minimalnih plačah. Ne, da bi določili minimalno plačo, ampak kaj naj bi ta pravzaprav bila. In ta minimalna plača pač mora upoštevati različne socialne sisteme, ki so, in tudi zelo različno sistemsko urejenost. Ponekod je ta urejena recimo z zakoni, v tem primeru so zahteve eno, drugod si jo pa to določajo socialni partnerji z pogajanji. In v tem primeru so te stvari malo drugačne in so zahteve pravzaprav do tega, da so tudi sindikati ustrezno opolnomočeni. Ampak recimo ta dosje, ta trenutek znotraj parlamenta, niti še ne pogajamo se še z samimi, oziroma poteka neke vrste ali pa dolgotrajna pogajanja z državami pravzaprav potekajo, nismo še prišli do tega, da bi lahko to malo bolj poenotili. To je en del zgodbe. Drugi del zgodbe je pa to, da ste si sami v bistvu v teh tudi povedali tudi nekatere stvari, ki so mogoče včasih kritične do kakšnih drugih rešitev. Ena od zadev, ki mi je zelo všeč, je potreba ali pa čutenje tega, da je treba destigmatizirati revščino. Destigmatizirati revščino zaradi tega, ker je ogromen del socialnih pomoči odvisno od tega, ali sploh obstajajo prosilci ali ne. In če jih ni, potem je naenkrat v bistvu nekaj prikrita in ljudje raje, kot bi priznali, da rabijo pomoč, pravzaprav ne zaprosijo. Ni pa avtomatizma, kot je recimo v nordijskih državah, kjer je v bistvu so vsi ti prijemki ali bolj ali manj neka ustaljen del socialne države, ki pa je s tem tudi včasih malo pokroviteljska do teh ljudi. In ta ohranjanje človekovega dostojanstva pa destigmatizacija, mislim, da sta zelo pomembni zadevi. In druga reč, ki je zelo važna, ta se mi pa vedno pojavi, ko pride do razmerja med humanitarnostjo pa socialno državo. Humanitarnost je lahko lepo dopolnilo, ne sme pa nadomestiti. In še zlasti, ko se pogovarjamo o beguncih, ta trenutek se še na evropski ravni ne moremo pogovarjati o pravem sistemu, ampak govorimo bolj ali manj o humanitarnem odzivu, ki niti ni povsem koordiniran. Lahko je koordinirati v Ukrajini tisto, kar Evropa počne, ampak znotraj samih držav pa daleč od tega. In ogromno ljudi prehaja meje, ni niti pravega nadzora nad tem, kje so. In zaradi tega se pojavljajo lahko številni problemi, ki nam ta trenutek, kjer je treba pomagati, mogoče ne zdijo se tako pomembni, ampak so lahko pomembni. Tukaj so predvsem v bistvu kakršnokoli, če ne vemo, kje so otroci, je velik problem. Trgovina z belim blagom, podobne zadeve se lahko ob takih žal, ob vsaki nesreči pridejo zraven tudi tisti, ki bi hoteli od tega nekaj imeti, in seveda je na tistem, ki regulira za to, da bi drugače pa dobrodošli v Evropskem parlamentu. Jaz mislim, da večino teh zadev bi potencialno v Evropskem parlamentu lahko spravili skozi, ampak jih države ne bodo pustili naprej. V bistvu še zlasti to, koliko več lahko obdačiš bogatejše v primerjavi z drugimi, ta ideološka polarizacija znotraj parlamenta zelo hitra. Pa recimo, da še uspemo nekako, ampak v bistvu ni potem naprej strinjanja, da potrebujemo oziroma da je to pravi pristop. Običajno se zelo na abstraktni ravni pogovarjamo o neenakostih, torej odpravljanju neenakosti, in se navaja 99% na eni strani pa 1% na drugi strani, brez velikega razumevanja, da je velika razlika znotraj 99, in B, brez velikega razumevanja, da bi mogoče bil pa lažje dosegljiv cilj, da bi pa res najhujše oblike revščine odpravljali, ker je laže dosegljivo to, kot pravzaprav v celoti odpravljati neenakost, če vemo, da gospodarski sistem marsičem na neenakostih ali pa na
izkoriščanju na takšen ali drugačen način neenakosti pravzaprav temelji. To bi bil moj komentar vsega, kar je bilo povedano. Drugače mi je všeč, ampak ne bi pa preveč prelagal na ljudi, ljudje si niso sami krivi, ali pa večina ne, da so v situaciji, recimo pandemija je zaprla nekatera delovna mesta, sankcije bo zaprla druga delovna mesta, in če ni nekega jamstva za to, da boš lahko šel, v bistvu preko tega bo to zelo, zelo težko, pa nam je včasih težko že implementirati jamstvo ali pa jamstvo za otroke recimo, ali pa jamstvo za mlade, kot eden od takih ukrepov, ki ga poznamo znotraj Evropske unije in več sredstev pravzaprav nameni tudi temu. Če bi mogel to zdaj prevajati, v bistvu bolj manj so to oblike univerzalnega otroškega dodatka, na tak način to poznamo znotraj našega sistema. Najlepša hvala, dr. Brglez, za odgovor in nek povzetek tudi naših predlogov. V drugem delu bomo pri prvi predstavitvi slišali tudi nekaj o izboljšanju sistemov, tako da bi kar k prvi predstavitvi povabila Dijaški dom Antona Martina Slomška. Izvolite. Pozdravljeni, hvala za besedo. Torej, materialna revščina je v Evropski uniji opredeljena tako, da neko gospodinjstvo shaja z manj kot 60% povprečnega nacionalnega prihodka na gospodinjstvo. Materialna revščina ima poleg materialnega pomanjkanja, torej na primer denarja, bivališča, hrane, osnovnih potrebščin, seveda tudi druge implikacije za revne. Prvič, revni so bolj izpostavljeni v kriznih časih, na primer epidemije ali pa gospodarske krize. Drugič, ponovno slabša dostopna izobrazba ali prostočasne aktivnosti. Tretjič, težje si privoščijo zdravstvene storitve in zdrav način življenja in nenazadnje tudi težko poiščejo ali najdejo pomoč v svoji situaciji. Glavni vzrok za revščino oziroma njen izvor je očitno seveda pomanjkanje finančnih in materialnih sredstev, čemur sledi tudi pomanjkanje na vseh preostalih področjih človekovega bivanja in udejstvovanja, kot smo že prej navedli. Naši predlogi za omilitev posledic materialne revščine so naslednji. Učinkovit nadzor in identifikacija tveganih družbenih skupin za revščino v prihodnosti, torej družin brez prihodkov, enostarševskih družin, družin brez otrok pred upokojitvijo. Vse te skupine so namreč nadpovprečno zastopane v indeksih tveganja revščine. Vzpostavitev hitro odzivnih socialnih mehanizmov, ki omogočajo v kriznih razmer, torej brezplačno ali cenovno dostopno bivanje, na primer nekakšne stanovanjske skupnosti ali sobivanja, tudi morda kakšnih socialnih vavčerjev, ki bi omogočali obisk kulturnih prireditev, raznih športnih dogodkov, predvsem pa pokritje osnovnih stroškov bivanja, hrane, obleke, zagotovljeno zdravstveno varstvo in tudi možnost izobraževanja. Potem vzpostavitev sistema, ki bi omogočal revnemu, če je le tega zmožen, da bi poiskal zaposlitvijo, z morda vzpostavitvijo nekakšnega pripravništva pri podjetjih, kjer bi zaposlovalec lahko spoznal svojega delavca brez tveganja. To bi pa zahtevalo tudi vzpostavitev nadzornega sistema, ki bi preprečeval izkoriščanje takega sistema s strani zaposlovalcev. Osnovni dohodek bi za čas takega pripravništva zagotavljal nekakšen socialni sklad, ki bi deloval podobno kot sedaj nadomestilo Zavoda za zaposlovanje. Za posameznike, ki se zaradi različnih objektivnih ali subjektivnih okoliščin nikakor ne morejo izogniti revščini, na primer bolezen, geografska lokacija, pa tudi zlorabe alkohola ali drog, je potrebno vzpostaviti učinkovite in hitro odzivne mehanizme, ki lahko tem posameznikom pomagajo v okviru obstoječih institucij socialnega, zdravstvenega varstva in tudi drugih institucij, na primer centrov za socialno delo. Ker je revščina kompleksen problem, hkrati pa družbeno dejstvo, je težko verjeti, da bi jo lahko odpravili z nekateri zgoraj omenjenimi ukrepi, pa jo lahko spravimo na nivo minimalnega tveganja za posameznika. Seveda ob pogoju, da se vsi deležniki držimo družbenega dogovora o socialni državi. Hvala lepa. Najlepša
hvala, Staš, za vaše predloge, torej vzpostavitev bolj odzivnih mehanizmov, socialnih, zdravstvenih in tako naprej. Možnost iskanja zaposlitve preko posebne vrste pripravništev in pa tudi nadzor oziroma najprej identifikacija, potem pa nadzor tveganih, marginaliziranih skupin. Hvala lepa za vaše predloge. Naslednjo pa k predstavitvi vabim Kmetijsko šolo Grm in Biotehniško gimnazijo iz Novega mesta. Matic, živjo, če ti predstavljaš, te ne slišimo. Ne, še mislim, vidim, da nekaj govoriš, ampak ne slišimo. Slišimo? Zdaj pa te slišimo, super. Izvoli. No, smo zbrali 7 predlogov. Torej, prvi je, da bi državljanom, ki jim pripada denarna socialna pomoč ali pa na primer otroški dodatek in varstveni dodatek, bi le-ta morala pripadati avtomatsko, brez oddajanja vlog. Se pogosto tisti, ki bi to pomoč najbolj potrebovali, niso seznanjeni z možnostmi, ki jih imajo in nimajo dostopa do informacij, kaj se jim pripada, kakšni so roki in katere vloge lahko dodajo. Naslednja je, da politiki bi morali imeti obvezno izobraževanja o revščini oziroma obvezno določeno število ur sodelovanja s katerimi izmed človekoljubnih dobrodelnih društev, da bi se seznanili z dejanskim stanjem najrevnejših v Sloveniji, se očitno marsikateri ni v stiku z realnostjo, kar lahko sklepamo iz izjav oziroma zapisov politikov, kot so, na primer, da se v Sloveniji težko zgodi, da bi otroci stradali zaradi revščine, ali pa da morda ne bo več 10 vrst rogljičkov na mizi. Morda bi to vplivalo na sprejemanje njihovih odločitev, ki vpliva na najrevnejše. Uvedli bi nadzor in kazni za predelovalno industrijo ali trgovine, ki imajo ogromne količine zavržene hrane. To bi jih spodbudilo, da bi optimizirali proces pridelave, naročanja, hranjenja in prodajo. Hrana bi na dan roka uporabe morala obvezno darovati centrom za brezdomce. Naslednji. Zaradi korupcije naj bi se v Sloveniji izgubilo več kot 3 milijarde evrov, oziroma 7,5% slovenskega bruto domačega proizvoda. Ta denar je odvzet vsem nam, državljanom, in bi se lahko veliko bolj pravično in smiselno lahko porabil, na primer v šolstvu, zdravstvu, programih zaposlovanja in podobno. Bolj strogo in sistematično bi morali preganjati korupcijo, saj se državljanom kradejo sredstva, ki bi bila sicer namenjena tudi reševanju revščine. Na primer tudi ustanovljanju centrov za brezdomce v vseh večjih krajih po Sloveniji. Zdaj pa predam še besedo moji sošolki, Moniki Ferk, ima še 3 dodatne predloge. Pozdravljeni. Pri 5. točki smo napisali: za ljudi, ki prejemajo denarno socialno pomoč, bi uvedli dnevno vsaj 4-urne aktivnosti, primerne njihovi ravni izobrazbe v okolici njihovega doma. Na primer, skrb za urejeno okolico, pomoč v domovih za starejše, učna pomoč. Tako bi morda zmanjšali število ljudi, ki se ne zaposli, ker dobijo skoraj enako denarja kot v službi z minimalno plačo, tudi če niso zaposleni s socialno denarno pomočjo. Predložiti pa bi morali tudi dokaze o namenski porabi, predlagamo pa tudi dvig minimalne plače glede na dvig življenjskih stroškov. Naslednja. Občine ali kakšne nevladne organizacije bi morale ustanoviti več centrov ponovne uporabe, kjer bi bile še vedno povsem uporabne, rabljene stvari po dostopnejših cenah na voljo ljudem, ki si novega izdelka ne morejo privoščiti ali želijo prispevati k krožnemu gospodarstvu in ohranjanju okolja. Pri zadnji točki pa smo zapisali: povečali bi davke na luksuzne izdelke, na primer drage avtomobile in podobno. Dvomimo, da bi tiste, ki si jih lahko privoščijo, zvišanje davka močno prizadelo in pahnilo v revščino. Na drugi strani tega pa bi lahko še bolj znižali davke na osnovne potrebščine, hrano, higienske izdelke. Čedalje več se govori tudi o menstrualni revščini, naš predlog je, da se davek na higienske vložke zmanjša še bolj. Maja 2021 se je iz 22% že znižal na 9,5%. Menimo, da bi morali del denarja nameniti tudi temu, da bi imele učenke, dijakinje in študentke dostop do brezplačnih higienskih pripomočkov v šolah ali lekarnah.
Po nekaterih podatkih iz tujine naj bi 1 od 12 deklic ne prišla v šolo, ker nima dostopa do higienskih vložkov, kar lahko še poglablja težave pri izobraževanju ter kasneje z zaposlitvijo. Hvala in lep pozdrav. Najlepša hvala vama, Matic in Monika, za predstavitev tega širokega sklopa raznolikih predlogov. Super, najlepša hvala tudi tistim, ki so vama morebiti pri sestavljanju predlogov pomagali. Mi pa gremo še na zadnjo predstavitev v tem našem drugem sklopu, in sicer nam bo predloge predstavil Strokovno-izobraževalni center Brežice. Izvolite. Lepo pozdravljeni v imenu Strokovno-izobraževalnega centra Brežice. Revščina je družben problem, ki je prisoten v vseh delih sveta, tudi v bogatih in visoko razvitih družbah. Sami pa smo se osredotočili na temo revščine med otroci. V EU je v revščini ali socialni izključenosti izpostavljen skoraj 1 od 4 otrok, kar nanese na kar 19 milijonov otrok v EU, od tega v Sloveniji 45 tisoč. Naši predlogi za zmanjšanje revščine med otroci. V zakonodaji EU financiranje ni neposredno usmerjeno v boj proti revščini otrok, za kar menimo, da je napaka. Saj bi se moralo financirati direktno v organizacije, da bi prišla pomoč s čim manj posredniki in tako preprečili zlorabo tega denarja, ki je namenjen le otrokom. Evropskim poslancem in parlamentu predlagamo sprejetje evropske strategije boja proti revščini v EU ter tudi na ravni Slovenije. Problem revščine med otroci se zelo navezuje na problem brezposelnosti njihovih staršev, ki prejemajo le socialno podporo. Tukaj naletimo na problem, da je višina socialne podpore skoraj enaka minimalni plači, zato marsikdo ne vidi smisla delati. Predlagamo zvišanje minimalne plače, da bi spodbudila ljudi k delu. Problem revščine izhaja tudi iz nepravilnega razpolaganja z denarjem, zato predlagamo, da bi že v osnovni šoli otroci preko interesnih dejavnosti spoznali pravilno ravnanje z denarjem in lastnimi financami. Predlagamo, da bi v srednje šole uvedli predmet finančnega opismenjevanja, v katerem bi še posebej obravnavali osebne finance. Naučiti bi jih bilo potrebno, da stroški njihove nastanitve ne smejo presegati 30% njihovega prihodka, hkrati pa jih ozavestiti na nujnost prihrankov. Najlepša hvala, SIC Brežice, za vašo predstavitev, za predstavitev vaših predlogov. Tako kot vaši predhodniki ste tudi vi omenili finančno opismenjevanje in pomen vključevanja le-tega v formalno izobraževanje. Vi ste se osredotočili tudi na boj proti revščini otrok v EU, tako da super, da dobimo raznolike predloge. Naš drugi sklop je zaključen, tako da zopet predajam besedo vam, gospod evropski poslanec, in imava ponovno približno 5 minut na voljo za komentar tega sklopa predlogov. Najlepša hvala. Bom tako rekel, v bistvu, bom štartal mogoče pri tem zadnjem najprej. Revščina med otroci. In kaj je pravzaprav možno narediti. Rekel sem že prej, da tukaj kvečjemu obstaja koordinativna vloga Evropske unije. Preprosto je sprejeti tudi na evropski ravni, preprosto, relativno preprosto. Kakršnokoli že strategijo, ker je to na koncu vseeno neko priporočilo, pomembno sicer tudi za druge inštitucije, pomembno do določene mere tudi v primeru držav članic, ampak samo pod pogojem, da so to tudi pogoji recimo finančnega načrtovanja proračuna, ustreznih kazalnikov, tako imenovanega semestra, kot se temu reče, po katerem se pač morajo vsaj tiste države, ki so poleg tega, da so v Evropski uniji, tudi članice oziroma območje evra, ki se jih morajo držati. Dokler ta zadeva, torej ta obveza ne pride do ravni tega, da pravzaprav državo zadeva neposredno, potencialno z sankcijami, če so izven teh parametrov, v katerih bi morali biti, tako dolgo v bistvu vsaka počne, kar hoče s to zadevo. Tako da čisto razumem to idejo, da nič posrednikov, vendar je zelo težko, praktično skoraj da nemogoče, tudi institucionalni ustroj Evropske unije ni takšen, ki bi lahko neposredno vedel, kje pa dejansko obstaja revščina.
Zakaj tazga se vsaj v našem sistemu predvideva, da to poznajo centri za socialno delo, ki pa imajo najverjetneje preveč birokratskih in ostalih obveznosti ali pa, bom rekel, že pravzaprav postopkovnih, torej upravne postopke morajo voditi in veliko manj delajo na samem terenu. Tako da, ja, finančno opismenjevanje je bilo še enkrat omenjeno, mislim, da s tem ni nič narobe, ne. Vendar pa v bistvu, če nekdo ima malo sredstev, finančno opismenjevanje nič ne pomaga. Preprosto si ujet znotraj tega. Drugače mi je bilo zelo všeč ta razdelava, do česa vse pravzaprav vodi materialna revščina, tudi poznavanje tega, na kak način se izračunava, in kakšne so implikacije ali pa kakšne so posledice, še zlasti, kadar gre za krizo, še zlasti, kadar gre za ostale javne storitve ali pa ostale storitve, ki naj bi jih država zagotovila, ker imamo zelo različne sisteme znotraj Evropske unije, tako kar se tiče izobraževanja, kot kar se tiče zdravstva. Učinkovit nadzor, ja, do določene mere so takšni nadzorni mehanizmi vsekakor potrebni. Potrebni so, bom rekel, ali pa bom razdelil malo naprej, takšni nadzorni mehanizmi so potrebni tudi na trgu dela, zato da se pravzaprav plače sploh izplačajo, zato da se plače izplačajo z vsemi socialnimi in zdravstvenimi transferji, ki pravzaprav morajo biti narejene, ker to vrstne zadeve imaš občasno, žal se pač moramo z njimi na takšen in drugačen način soočati, ali pa v bistvu nespoštovanje nekaterih drugih vidikov delavske zakonodaje, ki seveda veliko bolj prizadene tiste, ki so v bistvu, bom jaz tako to rekel, ki dosegajo sicer minimalno plačo, ampak je tista minimalna plača še z bodisi doplačilom delodajalca ali pa z doplačilom države, kadar javni pa zasebni sektor. Potem bi še pa eno stvar izpostavil, ja, še enkrat se je davki na luksuz, menstrualna revščina, v bistvu zadeve, ki so pomembne in ta neenakost in revščina, kot sem prej že tudi uvodoma rekel, še bolj zadeva v bistvu razliko med spoloma. In to je en del tistega, kjer bi bilo možno več narediti, vendar, bom rekel, v parlamentu še nekako zopet pravim, pridemo skozi z bolj progresivnimi pristopi k zadevi, vendar, ko se je treba dogovoriti z posameznimi državami, pa ne. Ta trenutek recimo poteka huda razprava o tem, kako se dogovoriti za transparentnost plačil, ki je pogoj za to, da sploh vidimo, kakšna je razlika v plačilu za isto delo. Kdo naj bi bil to dolžen narediti? To samo velika, ogromna podjetja, tam na 250 ali pravzaprav skoraj da vsak delodajalec. Potem človek bi rekel, da na podlagi teh odločitev včasih lahko rečeš, največji bi morali spoštovati, torej enakopravnost, medtem ko manjši se pa lahko skrijejo zadaj za tem, da pravzaprav niso javna izplačila in da je to pač neka oblika osebnih podatkov ali česarkoli podobnega, ampak neanonimizirane zadeve bi morale biti dostopne vsem in tudi nadzornim inštitucijam. In ja, zelo mi je všeč ta pristop tudi k temu, da je treba sistemsko preganjati korupcijo. Korupcijo se prevečkrat zvede zgolj na tisto, kar je zaznana korupcija, torej v bistvu kakšna je psihološka zaznava vsega, ne gre pa toliko za v bistvu sistemsko preprečevanje in zviševanje minimalne plače ali pa zviševanje pravzaprav vseh dohodkov. Mislim, da je v neki korelaciji ali pa potencialno je v dobri korelaciji z v bistvu zmanjševanjem potrebe po korupciji. Nekako se lahko pričakuje, če je človek dobro plačan, da v bistvu potem
tudi takšne okoliščine ne vplivajo na to vrstno delovanje, ki pa je v osnovi v nasprotju s tem, kar naj bi Evropska unija zagovarjala, čeprav znotraj sebe dopušča nekatere davčne oaze. Še vedno nekatere države dobesedno so, ampak to je realistično, to ni nič političnega. Realistično stanje in seveda so tisti, ki so bogatejši, so bliže vzvodom politične moči, tako znotraj nacionalnih držav kot znotraj Evropske unije. Tega se je pravzaprav dobro tudi zavedati, zaradi tega mi je všeč tisti del, ko bi pravzaprav, čeprav je utopičen, ko bi pravzaprav od vsakega poslanca zahtevalo neko izobraževanje ali pa sodelovanje z tem nevladnim sektorjem, ki se vsak dan ukvarja s težavami. Ja, veliko, povsem drugače bi bilo, če bi pravzaprav če to izkušnjo imaš, potem drugače gledaš na vse skupaj in tudi drugače gledaš na samo statistiko, ker v bistvu povprečja ne povedo veliko. Konkretni primeri so lahko precej bolj problematični, zaradi tega, ker se ena slaba situacija kopiči z drugo, govorimo o tako imenovanih presečnih, recimo diskriminaciji, manjšin, žensk, ja, lahko rečeš nižjih slojev, v bistvu odvisno, kako to zadevo postavimo, in ko daš vse to skupaj, na koncu dobiš res drugačno situacijo. Najlepša hvala za ta izčrpen komentar in tudi komentar, ki odstira različne perspektive oziroma zorne kote k obravnavanemu področju in posameznim podpodročjem. Mislim, da ste dijaki kar nekaj zanimivih odgovorov in komentarjev prejeli zdajle. Mi pa gremo še na tretji, zadnji krog predstavitev, ki ga bo otvorila Gimnazija Elektro in pomorska šola Piran. Vabljeni k besedi. Kaj se nas sliši? Se sliši. Če bi me odločili o boju proti revščini, bi preselile proizvodnjo velikih podjetij, delovno intenzivnih panog nazaj v države Evropske unije, tako bi zagotovile nova delovna mesta. Ta delovna mesta bi ponudila ljudem, ki nimajo visoke izobrazbe in niso kvalificirani, tako bi zmanjševali brezposelnost ranljivejšega dela populacije. Prav tako pa bi povišali cene carin na uvoz kmetijskih pridelkov in s tem spodbudili domačo proizvodnjo, kar bi omogočilo kmetom zadosten dohodek, da obdržijo svojo proizvodnjo in jih ne bi pahnilo v revščino. Ostalemu prebivalstvu pa bi zagotovili kakovostno hrano. Razvijala bi se lahko manjša butična podjetja, kjer bi zaposlovali lokalno prebivalstvo in iz lokalnih surovin izdelovali kakovostne prehranske izdelke. Tako bi zaposlili ljudi in porabili vse pridelane količine hrane. Poskrbeli bi, da imajo vsi otroci, še posebej socialno ogroženih družin, zagotovljeno primerno izobrazbo, ki ni več le osnovnošolska, ampak že srednješolska, saj je izobrazba temelj izhoda iz revščine. Tako bi se prepričali, da se ne bo revščina širila na naslednje generacije. Razmišljali smo tudi o lakoti kot obliki revščine in o možnosti prejemanja obrokov za otroke v šoli. Po raziskavi smo ugotovili, da je subvencioniranje obrokov za šolarje v Sloveniji dobro organizirano in bi to obliko priporočili kot rešitev še ostalim članicam Evropske unije, če tega sistema nimajo vpeljanega. Hvala. Najlepša hvala dijakinjam Gepš Piran za vaše predloge. Med drugim ste torej predlagali okrepitev lokalnega oziroma evropskega gospodarstva. Najlepša hvala, mi pa gremo naprej, selimo se v Slovenske Konjice in sicer bo naslednji predlog predstavila Gimnazija Slovenske Konjice. Izvolite. Pozdravljeni. Revščina kot svetovni problem še vedno ostaja tudi nerešen problem Evropske unije. Življenjski standard evropskih držav je dokaj raznolik. Načeloma govorimo o razvitem zahodu in severu in manj razvitem jugu ter vzhodu. Pri revščini ugotavljamo pomanjkanje dobrin, ki so nujne za primarne potrebe ljudi. Odsevajo se različni kupni moči. Mednarodna organizacija za razvoj ima več meril za ugotavljanje praga revščine. To so prihodek na osebo, prihodek na družino, smrtnost otrok, dosežena starost nad 55 let
dosežena nataliteta in tako dalje. Med najbolj ogroženimi skupinami so ljudje z nizko izobrazbo, starejši, še posebej starejše ženske, samohranilci, invalidi, migranti in tako dalje. Države Evropske unije sicer razvijajo strategijo za zmanjševanje revščine in socialne izključenosti. Če pa bi jaz odločala o izboljšanju tega stanja, bi predlagala sprejem dolgoročnih in kratkoročnih ukrepov. Med dolgoročne ukrepe uvrščam naslednje: izboljšanje zaposlitvenih možnosti izključenih skupin, to so bonitete za podjetnike, lažjo dostopnost do nižje poklicne izobrazbe, ki omogoča zaposlitev in lastno preživljanje, da bi v bistvu bil poudarek bolj na praktičnem pouku, in pa enakomernejšo razvitost regij, da se nove tovarne ne bi gradile samo na razvitih območjih, ampak tudi na manj razvitih območjih. Med kratkoročne pa predlagam naslednje dodatne ukrepe socialne pomoči, da se najde ustreznejši način usklajevanja pokojnin, zagotoviti zakon o dolgotrajni oskrbi, predvsem vir financiranja, spremljati ljudi, ki živijo v prikriti revščini in pogosto iz ponosa ne želijo prositi za socialno pomoč, ter zmanjšanje zadolženosti družin. Hvala. Najlepša hvala, Urška, za tvoje dolgoročne in kratkoročne ukrepe oziroma predloge ukrepov. Če je prejšnja skupina poudarila pomen krepitve evropskega gospodarstva, si ti na drugi strani poudarila pomen krepitve tistih regij, ki so manj razvite, pa tudi nekaj drugih ukrepov s področja gospodarstva in pa zelo pomembno zagotoviti vir financiranja za dolgotrajno oskrbo. Tako da hvala lepa, Urška, za tvoje predloge oziroma predloge Gimnazije Slovenske Konjice. Kot zadnja pa nam bo predloge predstavila Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna. Lepo vabljeni k besedi. Ja, dober dan. Torej, mi smo se bolj osredotočili na nedostopnost zdravstva. Sicer je tudi v sami Evropski uniji, v nekaterih državah to velik problem, ampak mi smo se bolj osredotočili na države tretjega sveta, saj lahko tudi v teh državah Evropska unija naredi veliko vlogo in tem veliko prispeva in pomaga. Torej, ljudje v revnih državah, torej v Aziji, Afriki, Srednji in Južni Ameriki ter tudi nekaterih evropskih državah, ki predvsem niso članice Evropske unije, imajo običajno slabši in bolj otežen dostop do zdravstvenih storitev kot tisti v bolj razvitih državah. Govorimo predvsem o državah z nizkimi dohodki, slabšo gospodarsko močjo ter slabo ureditvijo zdravstvenega sistema. Problem je tudi v tem, da je v teh državah zelo prisotna korupcija ter, kar je tudi zelo pomembno, ljudje niso opolnomočeni z znanjem, kar še dodatno otežuje financiranje in razvijanje zdravstvenega sistema. Pokazalo se je, da številni različni pristopi izboljšujejo dostop do revnih z uporabo ciljno usmerjenih ali univerzalnih pristopov, vključevanjem vladnih, nevladnih ali komercialnih organizacij in izvajanjem najrazličnejših strategij za financiranje in organizacijo storitev. Ključne sestavine uspeha vključujejo usklajena in prizadevanja za dosego revnih, vključevanje skupnosti in prikrajšanih ljudi, spodbujanje lokalnega prilagajanja in skrbno spremljanje učinkov na revne. Vendar se vlade teh držav redko osredotočajo na revne pri svojih politikah, izvajanju ali spremljanju strategij zdravstvenih storitev, tudi zaradi tega, ker se niti ne zavedajo razsežnosti tega problema. Zato predlagamo, da bi moral razviti svet na čelu z državami, ki so bile bivše kolonizatorke in niso pretirano razvijale svojih kolonij, temveč jih samo izkoriščali in zavirali pri gospodarskem in socialnem razvoju, pomagati pri razvoju svojih bivših kolonij, tako z nepovratnimi sredstvi, kot s pošiljanjem strokovnjakov, ki bi te ljudi naučil in pokazal ter usmerjal proti istemu oziroma dokaj podobnemu sistemu, kakršnega poznamo tukaj v razvitem svetu. Seveda je treba najprej urediti vso infrastrukturo ter poskrbeti za stabilno gospodarstvo, ki bo dajalo delovna mesta ter omogočilo kasnejše financiranje zdravstveno-socialnega sistema, za kar bi tudi pomagal razviti svet, tako s finančno pomočjo kot s strokovnjaki. Tako za konec še, če bomo vsi malo prispevali ter pomagali drug drugemu, ne glede na vero, raso ali državljanstvo, do pravičnega in dovolj kvalitetnega zdravstveno-socialnega varstva, do katerega so upravičeni vsi ljudje na svetu ter si jo tudi zaslužijo, bomo s tem omogočili boljše gospodarske ter tudi socialno-zdravstvene razmere v vseh državah na svetu in s tem tudi delno pripomogli k upočasnitvi rasti prebivalstva, zmanjšali onesnaženost okolja ter prenaseljenost,
s čimer lahko tudi Evropska unija nekaj pri tem prispeva. Tako da je zdaj skrajni čas, da se Evropska unija še bolj poenoti ter da končno preidemo iz govorjenja na dejanja. Hvala. Najlepša hvala, Matej, za predstavitev vašega predloga, ki se je osredotočal na pomen pomoči razvitega sveta nerazvitemu svetu, regijam in tako naprej. Prišli smo do konca predstavitev današnjih predlogov, tako da še tretjič predajam besedo vam, dr. Brglez, za komentar tega sklopa tretjega. Ta je pa najbolj raznolik. V smislu tega, da nas pravzaprav uvaja po eni strani v vzroke in razlike znotraj same Evropske unije med vzhodom in zahodom, med severom in jugom, in s tem tudi, dajmo reči, s tem tudi povezana v bistvu razlika v kupni moči, ki je seveda nek osnovna zadeva, zaradi tega ne moremo vsega znotraj Evropske unije še, vsaj v tem trenutku ne poenotiti. Vsaka država je na nek način sama. Mi je pa všeč znotraj tega pristopa iz Slovenskih Konjic v bistvu ta ločnica na dolgoročno pa kratkoročno. Tam je pa res, v politiki jo tako manjka, da jo treba kar konstantno ponavljati. Običajno je mandat prekratek, da bi lahko že videl rezultate nekih dolgoročnih ukrepov, čeprav jih je treba nastaviti. Rabiš pa nek družben konsens. In to mi je v bistvu, to je pa osnova. Tam stoji, pa može cel dan. Ne moreš piti, veš? Nekdo ima prižgan mikrofon, tako da jo prosimo, da ga izklopi. V bistvu dejansko, mislim, torej kratkoročno, dolgoročno, to mi je zelo, zelo pomembno. Druga reč, vprašanje samozadostnosti ali pa se zdaj ob teh krizah, bodisi pandemiji, še bolj pa ob primeru vojne v Ukrajini, agresije tam pravzaprav veliko bolj izpostavlja, kot se je prej. Zato to ni več neka utopična zadeva. Že pandemija je zahtevala pravzaprav skrajševanje dobavnih verig, preprosto vse je zastalo in krajše, kot so te dobavne verige, bolj smiselno je pravzaprav ravno zaradi tega, ker nekaterih recimo polprevodnikov ali česarkoli podobnega ne izdelujemo dovolj v Evropi, zaradi tega marsikateri del industrije pravzaprav stoji. In če tega ne rešiš, če v bistvu teh dobavnih verig ne postanejo bolj varne ali pa na drugi strani krajše, bliže, recimo v primeru kmetijstva, je zadeva v bistvu, si na slabšem. Tako da je zdaj že razlog za to, da se vračajo delovna mesta. Čisto ekonomski pogoji za to obstajajo. Medtem ko 10 let nazaj nismo na ta način razmišljali. 10 let nazaj smo kvečjemu razmišljali, da je treba vse tisto, kar je manj plačano, manj dodane vrednosti, vse to je treba poceniti. Poceniš pa tako, da v bistvu pač daš tiste dele, ker lažje plačaš manjšo, oziroma ker lažje plačaš manj, ali pa so še zlasti stroški dela nižji. To je en del zgodbe, ki je pravzaprav znotraj tega bil izpostavljen. Tudi ta slovenski primer, recimo z prehrano otrok, je specifičen. Se strinjam, da ga je možno pravzaprav v kontekstu evropskega pohvaliti. Bi pa še enkrat poudaril tisto, kar sem že prej. Dejansko možnost ali pa izenačevanje pogojev najlažje, najbolj učinkovito, tako z vidika evropskih institucij, kot z vidika nacionalnih držav ali pa lokalnih skupnosti poteka pravzaprav skozi izobraževalni sistem. Če kje, potem je tukaj možno izenačevati pogoje in je pa to spet v izraziti pristojnosti nacionalnih držav. Vse, kar lahko naredimo na evropski ravni, je v bistvu povezovanje vsega skupaj v enotni prostor, izobraževalni, če hočete, možnosti izmenjave ali karkoli podobnega, kroženja. Hkrati pa seveda s tem tudi nabiranje novih delovnih izkušenj, kjer se pa spet zadeva lahko
zakomplicira. V nekem trenutku lahko pa rečeš, ok, bomo pač ponudili nove pogoje, ampak res pogoji, ko ljudje delajo, tudi ko delajo na pripravništvu, je, da jih plačaš. In če tega ne narediš, to, kar je recimo nam samoumevno v Sloveniji, na evropski ravni, žal še vedno ni samoumevno, niti kot politična zahteva, kaj šele kot uzakonjeno dejstvo. Najlepša hvala še za ta tretji komentar. Zelo pomembno danes se mi zdi ta poudarek na tem, da nekatere zadeve spadajo v pristojnost odločanja Evropske unije, spet druge v pristojnost odločanja držav članic. Na tak način namreč lahko razumemo, zakaj poteka odziv na nekatere problematike na način, kot poteka, in zakaj Evropska unija včasih ne more pomagati na določenem področju. Tako da najlepša hvala. Hvala pa tudi vam, dijaki in dijakinje, za vaše predloge. Spet ste pripravili en sklop dobrih predlogov, kjer ste povzeli, se pravi, premislek misli mladih na področju boja proti revščini. Pohvale še enkrat od vseh nas, da ste aktivni državljani, da razmišljate o rešitvah na aktualne in nekatere tudi, rečemo, že dolgotrajne probleme in na tak način prispevate k boljši prihodnosti. Ne pozabi, da lahko te predloge še zmeraj vnesete na platformo konference o prihodnosti Evrope in s tem dosežete širši doseg vaših idej. Kot vedno poudarimo, te predloge na plenarnih zasedanjih konference obravnavajo odločevalci in predstavniki državljanov z vseh različnih ravni odločanja. Tako da dajte se prijaviti na platformo, dajte jih objaviti gor. Če imate pri tem kakšne težave, nas zmeraj lahko pokličete, kontaktirate, pišete in vam pri tem z veseljem pomagamo. Preden dam evropskemu poslancu še kratko zaključno besedo, naredimo še eno skupinsko fotografijo za spomin. Vsakič si želimo eno tako narediti, glede na to, da nismo v živo, da nam en spomin ostane. Tako da, če ste za, prižgete kamere, Majo pa bom prosila, da naredi eno skupinsko fotografijo in nam sporoči, ko bo ta narejena. Samo še malo počakam, da si kamere prižgejo. Eto, super, imamo. Najlepša hvala, Maja, za ustvarjanje tegale spomina. Bo dostopen za vse. Tako da, kot rečeno, zaključna beseda, doktor Brglez, gre vam. Ja, najlepša hvala. Se ne bo neka taka klasična zaključna beseda. Omenjena je že bila ta konferenca o prihodnosti Evrope, ampak ena stvar, ki iz nje nekako izhaja in kako jo lahko tudi politični odločevalci razumemo, je, da si ljudje želijo, da bi ljudje imeli prednost pred trgom oziroma pred gospodarstvom. To je eden od povzetkov možnih tega branja tega, kar se pravzaprav dogaja. Tudi zato imamo v Evropi tako imenovano socialno tržno gospodarstvo. Do sedaj je bil veliko prevečkrat poudarek predvsem na tržnem in manj pravzaprav na tem socialnem delu in kako je eden z drugim pravzaprav povezan in da investicija v ljudi pravzaprav to je investicija. Tudi v bistvu, če daš ljudem, je to investicija, ki se ti pravzaprav bolj obrne kot karkoli drugega. To razumevanje je pravzaprav evropsko razumevanje. In druga reč, ki bi jo poudaril, je, da se je Evropska unija skozi razne krize naučila in še zlasti s to zadnjo, in mislim, da se je zdaj že na dveh področjih, tako s pandemijo kot zaradi te begunske problematike povezane z vojno v Ukrajini, je vseeno prišla do nekaterih mehanizmov solidarnosti, čeprav jih prej ni hotela ali zaradi tega, ker so bile različne države na različen način prizadete, kot v primeru finančne krize. Zdaj v primeru pandemije smo vsi bili prizadeti. In tukaj so neke oblike solidarnosti nastale, torej vključno s tem, da se lahko Evropska unija skupaj zadolžuje ali pa da se vsi skupaj zadolžujemo, ne pa da je vse odvisno od vsake države posebej. In da je del
teh sredstev nujno porabiti tudi za tako imenovane socialne namene. Ja, ob vseh teh drugih zadevah je to spoznanje bolj ali manj prevladujoče, ali pa večina držav članic je to naredila, ko gre za načrte za okrevanje in odpornost, te popandemske načrte, ki jih bo treba najverjetneje v sedanjem času zaradi krize, ki bo sledila vsemu dogajanju v Ukrajini, pravzaprav še do določene mere dopolnjevati. Ampak obakrat, torej na področju migracij znamo biti zdaj solidarni in v bistvu na ekonomskem področju. Dve zadevi, ki sta bili prej prepovedani, noben od njih ni smel razmišljati na ta način, sta zdaj postali nekaj samoumevnega, ker sta bili nujni, če Evropska unija hoče ostati skupaj in skupaj pravzaprav preživeti. Je pa tudi socialo in ukvarjanje z revščino treba razumeti tudi v tem globalnem merilu, to je absolutno. Trajnostni razvojni cilji so tisto, kar bi pravzaprav vse politike morale do določene mere upoštevati. Recimo, da so se inštitucije ali pa še zlasti komisija zavezala, da bo to počela, je pa res, da je zdaj zaradi vsega tega, kar se dogaja, veliko politične razprave, ali so v bistvu, ali je tako imenovana pravičen prehod v zeleno prihodnost, torej tisto, ki bo okolje bolj spoštovala, možen. Moje prepričanje je, da če ga hočemo doseči, potem mora imeti tudi ta svojo socialno dimenzijo, vsi morajo biti vključeni in brez tega ne bo imel tiste legitimnosti, ki jo pravzaprav potrebuje na takšen ali pa na drugačen način. Zdaj pa mislim, da sem dovolj povedal. Najlepša hvala za to zaključno besedo in mislim, da lahko zaključimo z upanjem, da solidarnost ostane ključna vrednota ne samo Evropske unije, ampak tudi vsakega posameznika, vsakega izmed nas tukaj danes. Tako da hvala še enkrat vsem za udeležbo, hvala vam, evropski poslanec dr. Brglez, hvala vam, učitelji in učiteljice, ki spodbujate dijake in jih mentorirate pri pripravi predlogov. In hvala vam, dijakinje in dijaki, da ste aktivni državljani in da sodelujete z vašimi lastnimi premisleki. Mi se ponovno vidimo čez 2 tedna, 13.4., ko bo z nami evropska poslanka gospa Ljudmila Novak, obravnavali pa bomo enakopravnost spolov. Vse dobro do takrat in se slišimo.